Dragi mladi, pozdravljeni. Nedavno sem v Bruslju gostila vaše vrstnike, skupino mladih. Kako so me namučili, postavljala sem izzivalna vprašanja, poudarjala pereče, občutljive, a dobro poznane politične in družbene probleme, kot so migrantska kriza, mednarodni sporazumi CETA, TTIP, varstvo osebnih podatkov, vzpon populizma in nacionalizma v Evropski uniji. Poskušala sem izvedeti, kako razumejo nedavne teroristične napade v Franciji in Belgiji, in veste, kaj se je zgodilo? Nič. Mladina je molčala. Ubrala sem drugo strategijo, izpostavila dobre politike in prakse Evropske unije, predvsem orodja in programe, kot je denimo Erasmus+, ki so namenjeni prav vam, mladim. Ponudila sem najnovejše informacije o jamstvu za mlade in opisala možnosti stažiranja in zaposlitve v naših institucijah Unije. Bila sem prepričana, da bodo vsaj to teme, ki bodo moje poslušalce zbudile iz spanja, pa spet nič. Dragi mladi, apatija in nezanimanje nista pravi odgovor. Pogosto rečemo, da na mladih svet stoji, ampak veste, svet je pogosto težek, neizprosen. Zato potrebuje mlada, čvrsta, pokončna telesa z bistrim, naprednim in pronicljivim umom. Ne zapirajte se v cono obdobja s tolažbo, saj bo že. Vi in vedno bolj vi imate v rokah platno in škarje. Kako boste zarezali in koliko, je odvisno od vas. Ne bodite skromni, ne bodite boječi, ne bodite apatični. Ravno nasprotno. Od vas pričakujemo veliko, saj nas nemalokrat prepričujete tudi sami, da ste generacija prihodnosti, da ste digitalno pismeni in sposobni spopadati se z visokotehnološkimi izzivi časa. Seveda sami vsem nalogam prav gotovo ne boste kos, zato je nujno, da se povezujete med seboj, si tovariško nudite ramo za moder nasvet in plava navodila. Kot pravi ena od slovenskih pesmi, lahko vprašate tudi nas starejše. Samo sodelovanje in znanje, ki je mimogrede edina vrednota, ki vam jo nihče ne more vzeti, lahko Slovenijo in njene prebivalce izstrelita v osončje najnaprednejših in inovativnih družb z visokimi socialnimi standardi in odličnimi pogoji za naše in vaše otroke. Se je pa treba aktivirati in zavihati rokave. Ste za?